Resnica je veselje. To se mi zdi zelo zanimiva misel, predvsem zaradi tega, ker pomeni, da v bistvu vsaka moja žalost, potrtost, strah izhaja iz ene laži, se pravi, da verjamem eni neresnici. Ampak o kakšnem veselju sploh govorimo? Zdi se mi pomembno, da ne govorimo zgolj o čustvenem veselju, ko pride takrat, ko imam dober dan, ko mi nekaj uspe, ali pa ko sem v dobri družbi. Ker tako veselje lahko hitro mine. Ampak da govorimo o enem celostnem veselju, o eni notranji sreči, o enem notranjem miru, in za katerega je značilen, da ostane tudi takrat, ko ostanem sam. Takrat, ko z mene padejo vse maske, mogoče zvečer, ko odložim telefon in se moram soočati z dnevom, ker sem ga preživel. In mislim, da je tako veselje možno doživeti samo v resnici. Zakaj? Recimo, da verjamem laži, da me lahko v mojem bistvu izpolne ena druga oseba. In to je lahko kdorkoli. Recimo pa, da je ta moja druga oseba, moja punca Katarina. Tukaj imamo še enega mojega prijatelja Jožefa in kralja, to sem pa jaz. In naj te karte predstavljajo mene. In ko bom šel v ta odnos s Katarino, ne bom najprej dal celega sebe noter, ampak bom začel počasi, najprej malo. In ko videl, da moje zaupanje ni bilo izdano, bom začel pohrepeneti po več. In bom upal, da mogoče lahko ta odnos postane smisel celega mojega življenja. In če spet ne bo izdano, bo to se zdaj, da je vedno bolj res. Ampak ljudje nismo narejeni zato, da bi v bistvu izpolnili drug drugega. In zelo hitro se lahko zgodi, da ko bom stavil, ne bom najdel Katarine več tam, pa bom najdel sebe in svoje pričakovanja, ker Katarina ne bo mogla izpolniti. In bom zgubil te sebe. Ampak bom rekel, ok, veliko sem dobil, bom dal vse, kar še me je, v to, da naslednjič bo drugače. Ampak kaj, če se naslednjič zgodi to, da me izda moj prijatelj. Takrat ne bom zgubil le Jožefa, pa Katarine, ampak tudi samega sebe. In potem, ko po svoji raztresenosti, pa tem, da sem stavil na vse druge, na napačne ljudi, sebe približno spravim skupaj, neham staviti na druge. Lahko se hitro naučim, da drugim ne moram več zaupati in zaupam sam še sebi, svoje popolnosti in svoje čistosti. Ampak mislim, da ne glede na to, kako dobro hišo sem imel pa očeta, pa mamo, pa mogoče brata, pa sestro. Pa ne glede na to, koliko lepih dogodkov tu živim, se mi zdi, da prej vsi pridemo do ene točke, ker se nam zgodi nekaj, na kar ne moramo vplivati. In potem gremo gledati nazaj svoje življenje, kakšno je bilo, in se tečemo z omejenostjo in svojo nepopolnostjo in slabostmi, da nismo tako čisti, kako smo mislili, da smo bili. In ko jo iščemo, jo kar težko najdemo. Vidimo, da stvari niso črno-bele. In potem hočemo tudi malo pobegati te omejenosti. Gremo drugam. Ampak se zdi včasih, kako da nas spremlja na vsakem koraku. In takrat je težko. Pa jo hočemo dati stran, pa reči, ok, v tem sem slab, ampak nekaj mi pa še vedno gre. In rečem, ok, bomo se teh stvari izogibali, pa šli na druge. Pa včasih življenje prinese tudi na drugih področjih težke stvari, s katerimi se težko soočimo. In tako počasi začnem izgubljati smisel. Smisel življenja mi začne padati iz rok. Če ne moram izpolniti tega, kar je v meni najbolj položen, najgloblje, da bi bil srečen. Kaj je pol fora? Kaj je pol fora resnice? Življenje gre dalje, če v njem vidim smisel ali pa če ga ne. Življenje teče. In se vrti. In postavljen sem pred odločitvijo.
pred odločitvijo, v kaj bom verjel. Ker če vzamem resnico, vem, da v roki nimam kralja, pa asa, ampak eno bogo 7-ko, pa 4-ko. In zdaj sem pred tem, a bom izbral laž, ugled in dal nase ene maske, ali bom pripravljen se soočati s svojo slabostjo. In če izberem resnico, se zdi včasih, da z njo nimam kaj početi. Kaj lahko s tem, kar sem, da nisem pameten, inteligenten. Lahko samo odstopim in čakam, da se mi nekaj v življenju zgodi, kar bo dobro, da se moje življenje popravi. Ampak obstaja še večja resnica. In ta resnica je Božja resnica. Resnica, da Bog lahko še iz mojih tako slabih lastnosti naredi nekaj dobrega. Da lahko moje še tako majhne talente v nekaj lepega uporabi. Ampak za to resnico moram včasih biti malo bolj potrpežljiv. Ker je laž. Laž je zelo obetavna in zelo hiter prav, da bo nekaj prinesla. Ampak če sem pripravljen počakati in verjeti v Boga in zaslutam to v srcu, da sem lahko srečen, ne glede na to, kaj imam, lahko Bog spremeni mojo resnico in napolni mojo hišo, da na moje križe pa slabosti vidim z ljubeznijo. In ta ljubezen me spremeni, da lahko sprejmem te sebe taza, ki sem. In sem v tem srečen, da naredim vsak dan en korak. In je ta korak tista srečna stvar na koncu dneva, ki izpolnjuje in zavre veselje iz mojega srca. Resnično veselje je torej v tej odrešeni resnici. Ampak ta odrešena resnica ni kar ena čarovnija. Ne gre za to, da bo Jezus vzel mene in moje življenje in to moje zmešano življenje, ki je obrnjeno na glavo, ki je polno slabosti, vzel in naredil hokus, pokus, bum, in bo vse lepo in prav, in bom jaz kar sijal. Ne, Jezus se ne boji moje resnice. In noče že ene fake resnice, no hoče vzeti mene, to, kar sem, in ta, za kar sem. In mi ob tem, ko bom sprejemal resnico v sebi, govori, da je on večji od njega. In da lahko z njim, če si vzamem čas samega, grem počas korak za korakom čez življenje. In me tak vsak korak posebej usrečuje in prinaša resnično veselje. Resnično veselje, ki je v tem, da sem pripravljen vsak dan znova iskati njegovo resnico.